Koroški reševalec, Prevaljčan Aleksander Zlatar je doslej sodeloval že v več reševalnih akcijah v svetu in zlasti v Evropi. Ampak pravi, da kaj takega, kot je potres v Turčiji, v svoji reševalski karieri še ni videl. Pogovarjali smo se z njim zdaj, ko še predeluje vtise. Kako veliko je to mesto, v katerem ste reševali Slovenci? To mesto je veliko tako primerljivo je z Ljubljano, ne? Tudi po številu prebivalcev, pa mogoče še malenkost večje kot Ljubljana. In kaj vas je v tem reševanju najbolj presenetilo? Sama obsežnost poškodovanih stavb, ljudi na ulicah. Kaj pa po človeški plati, kaj vse ste videli? Bom rekel eno samo veliko tragedijo, žalost, presenečenje nad samo katastrofo. Videli ste tudi otroke, ki so ostali brez staršev, brez vsega. Za trenutek ste jim nekako posodili psičke, da so se malo poigrali in pozabili na njihovo bolečino. Kako je to izgledalo? V našem kampu tam so se igrali otroci, verjetno so ostali sirote, preživeli tragedijo, so bili naši kužki na razpolago, da so se igrali z njimi, da so jih pobožali, vse za trenutek so pozabili na tisto gorjenje. Kako dolgo je še upanje, da se v Turčiji in Siriji najdejo preživeli? To je skoraj nemogoče napovedati, ne. Nekje zlatih je 100 ur po enem takem potresu, seveda se pa najdejo tudi še pol ekstremi, ali pa po domače rečeno čisto čudeži, ne. Na kak način poteka reševanje? Ključno vlogo igrajo psi. Najprej je lokacija, ne. Pride na kraj psi, psi določijo kraj, na kar se predajo informacije lokalnim oblastem ali ostalim USR enotam, se jim pove, kje približno so in začnejo z izkopavanjem. Rekli ste, da ste videli marsikaj, slišali tudi krike poškodovanih ljudi, ki so signalizirali, da so izpod ruševin. Kaj storite v takem primeru? V takem primeru obvestimo lokalno prebivalstvo, ostale USR enote, da se oseba tam nahaja, ker je pač naše delo predvideno predvsem za iskanje, določanje lokacij, kjer bi bili morebitni preživeli. Takrat pač predamo informacije in gremo naprej. In upate, da bo človek ostal živ? To pa absolutno upamo, včasih se pa tudi naprej živeti, da bo potek drugačen.